Naša današnja naloga so racionalna števila oziroma ulomki. Ulomek je zapis števila in sicer na primer je takole a ulomljeno z b, kjer a pomeni števec, b pa imenovalec. Tale črta je pa ulomkova črta. Se pravi, vse števila, ki so zapisane na ta način, imenujemo ulomki. Zdaj, naprimer, to bi bil pa primer ulomka 2/3. 2 pomeni, da sta 2, tretjine pa pomeni, da je kakšen del ulomka je. Tako, če bi si to pogledali recimo na torti, to bo zdaj malo slabše narisano, ampak dobili bo te idejo, to so zdaj tretjine, ker smo na 3 dele celoto razdelili in zdaj 2 od teh tretjin predstavlja tale ulomek. Tako, zdaj pa kdaj sta ulomka enaka? Zdaj, ulomka sta seveda enaka, ko se ujemata v števcu in imenovalcu. Oziroma je njun križni produkt enak. Kaj bi zdaj pa to pomenilo? Naprimer, če imamo 2/3 pa 4/6. Števec ni enak števcu, imenovalec ni enak imenovalcu. Ampak če zdaj to križno pomnožimo, rečemo takle, 2 krat 6 je enako 3 krat 4 in 12 je enako 12. Kaj to pomeni? Pomeni, da sta ulomka res enaka, ker je njun križni produkt enak. Vedno moramo pač zgornji števec z spodnjim imenovalcem krat ta števec z tem imenovalcem pomnožiti in podpisati. Zdaj, kako bi še drugače ugotovili, da je tole enako? Ja, 2/3 bomo pa videli, da se ne spremeni, če v števcu in imenovalcu pomnožimo z istim številom, in če bi tole dali krat 2 in tole krat 2, bi dobili 4 ulomljeno z 6 in so res 4/6, ker smo ga enakomerno povečali, si lahko predstavljate, zato to velja. Takole. No, pa gremo kar naprej na operacije med ulomki, kaj vse lahko delamo. No, razširjanje in krajšanje ulomkov smo si malo prej že malo ogledali. Se pravi, ulomek lahko pomnožimo ali delimo z istim od nič različnim številom in ulomek svoje vrednosti ne spremeni. Zdaj, razširjanje. Če imamo recimo takole 3/5 in mi želimo za potrebe potem računanja to nekako spraviti na desetine. Pogledamo zdaj to petko in v bistvu moramo se vprašati, s čim moramo petko pomnožiti, da bi dobili desetko. 5 krat 2 je 10, zato bomo tule pomnožili z 2. Ampak zapomnite si, kar počnete v imenovalcu, morate tudi v števcu oziroma obratno. Se pravi, če smo imenovalec pomnožili z 2, moramo pomnožiti tudi števec. In zato 2 krat 3 pride tukaj gor 6. To je zdaj razširjanje. Krajšanje je pa podobno, samo v drugo smer, je pa z deljenjem. Recimo, če imamo 25 stotin, pogledamo s katerim številom lahko delimo oba števec in imenovalec, da se tole ne bi spremenili. Zdaj gotovo lahko spet, pa tole spet in kaj se zgodi? Ja, 25 deljeno s 5 je 5, 100 deljeno s 5 je pa 20. Ampak nismo še konec. To 5 lahko delimo še s 5 in tudi 20 lahko delimo s 5. In je to 1/4. Lahko bi seveda to naredili že kar prej, pa bi tule delili z 25 in tule delili z 25, pa bi prišli kar direktno do tega. Se pravi, razširjanje je ta del, ko množimo z istim številom oba števec in imenovalec, krajšanje ulomkov pa je ta del, kjer delimo oba števec in imenovalec. Tako, zdaj smo pa pripravljeni na seštevanje in odštevanje ulomkov. Zdaj, kadar imamo mi ulomke
na skupnem imenovalcu, jih je preprosto sešteti in odšteti. Naprimer, če imamo 1/5 plus 2/5, potem rečemo tako, 1/5 isti del kot 2/5, tudi petine, ne, so iste, zato jih lahko seštejemo. In zato seštejemo števca, imenovalec pa prepišemo. In je to 3/5. Kaj je pomembno tu? Tu je pomembno, da smo imeli skupni imenovalec. Zdaj za odštevanje je podobno. Če imamo recimo 8/7 minus 3/7, 8 minus 3, se pravi števca odštejemo, imenovalec pa prepišemo. 5/7. Kaj je bilo tu pomembno? Pomembno je bilo, da smo imeli ulomek na skupnem imenovalcu. Kaj se zgodi, če ulomek ni na skupnem imenovalcu? Potrebno je poskrbeti, da bo ulomek na skupnem imenovalcu. To pomeni, da bo treba z razširjanjem ali krajšanjem poskrbeti, da bojo vsi ulomki v vrstici, ker se števamo in odštevamo, na skupnem imenovalcu. Opala, tole bo pa malo težje se napisali, ne? Se pravi, to je zelo pomembno, skupni imenovalec pri seštevanju in odštevanju. No, pri množenju pa ni tako zahtevno. Recimo, če imamo 3/5 krat 7/6, kaj lahko naredimo? Kar pomnožimo. Pomnožimo števc s števcem, to je 21 in imenovalec z imenovalcem, to je 30. Zdaj, pogledajte, ne? Kaj se zgodi? Tukaj lahko ta ulomek še krajšamo. In sicer tule s 3 in tule s 3, pa dobimo 7/10. Priporočam vam, da to naredite že prej, ker lahko. Tule vidite, imamo 3 in 6. In če bi šli po drugi poti, bi lahko ta ulomka pokrajšali. Tole bi delili za 3 že in tole in bi dejansko dobili potem 1 krat 7 ulomljeno za 5 krat 2, kar bi bilo 7/10. Po kateri poti se odločite, ali boste na koncu ali na začetku, je vseeno. Včasih pa velika števila pomenijo veliko več dela, tudi pol na skupne imenovalce, ne, pretvarjanje, kot če že kar pri množenju okrajšate ulomek. Tako, ostane nam še deljenje ulomkov. Deljenje ulomkov ni pa nič kakšen bav, če znate množiti, boste tudi deliti znali. Se pravi, če imamo 3/5 z 6 osminami, deljenje ulomkov je množenje z obratno vrednostjo ulomka. To pomeni, da naredimo 3/5 pustimo in potem pomnožimo z obratno vrednostjo. Vprašali se boste, kaj je obratna vrednost? Obratna vrednost ulomka pomeni, da števec in imenovalec obrnemo. Takole, ne? Se zamenjata, števec in imenovalec se zamenjata, to je obratna vrednost. Tako, kaj še imamo zdaj tukaj? Potem pa, ko imamo enkrat množenje, preprosto kaj naredimo? Preprosto zmnožimo. Tule smo rekli, da je fino, da pokrajšamo, se pravi 3 in 6 se lahko pokrajša, ko 3 delimo s 3 ostane 1 in ko 6 delimo s 3 ostane 2. Pa dobimo 1 krat 8 je 8, pa 2 krat 5 je 10. Tale ulomek še ni popolnoma okrajšan, zato ga okrajšamo še z 2. Je to 4/5. Tako. To so bile zdaj računske operacije ulomkov, ne? Zdaj si pa še pogledamo potenciranje in korenjenje, če se nam kdaj zgodi, da bomo tudi to potrebovali. Naprimer, če imamo 1/5 na kvadrat. To je zdaj potenciranje. 1 na kvadrat pomeni, zdaj ulomek bomo kvadrirali oziroma potencirali tako, da bomo vsakega posebej potencirali. To pomeni, da bomo dali 1 na kvadrat in tudi 5 na kvadrat, ne? Se pravi, kvadrat prenesemo na vsak del ulomka. To je 1/25.
In podobno je tudi s korenjenem. Če imamo recimo 9/25, koren prenesemo na vsak del ulomka, se pravi koren 9 bomo posebej izračunali in koren 25. Seveda tega koraka ni treba vedno pisati, samo kadar ga želite zaradi preglednosti. In je to 3/5. Več pa v drugem delu.